Lep pozdrav vsem skupaj. Strokovni svet Slovenske demokratske stranke je v torek obravnaval dokument, ki se imenuje Izhodna strategija. Pri tem smo ta dokument primerjali s podobnimi dokumenti ali pa teksti s podobnimi ambicijami, ki jih je vlada producirala v lanskem letu. Kot veste, je vlada že aprila lani v parlament poslala papir z naslovom Potrebne strukturne reforme. Takrat je bilo rečeno, da se bo vse zelo hitro pri uresničevanju teh reform odvilo v nekaj mesecih. Vendar se ni zgodilo nič. Mislim, da sta bili sklicani dve razpravi na to temo pod naslovom tako imenovanega strukturnega dialoga, vendar pa do implementacije tega dokumenta ni prišlo. Namesto tega smo v tem jeseni dobili v branje nov dokument, ki se je imenoval Program dolgoročnih strukturnih prilagoditev. Nekatere ukrepe iz tega programa smo v Slovenski demokratski stranki tudi javno pozdravili, ker so obetali nekatere premike, vendar se tudi z implementacijo tega dokumenta ni zgodilo nič. Pred novim letom je vlada sproducirala še tako imenovani konceptualni dokument z naslovom Kam po krizi, ki je tudi več ali manj ostal mrtva črka na papirju in se ga danes nihče več ne spomni. Rezultat tega, da je bila vlada relativno uspešna pri pisavi različnih dokumentov, čeprav je šlo vsaj pri dveh od teh treh naštetih za copy-paste metodo, kjer so se predlogi ponavljali. Skratka, posledica tega, da je bilo veliko papirja in pravzaprav zelo malo ukrepov, na kar je včeraj opozoril tudi direktor Urada za makroekonomske raziskave in razvoj, ki deluje pri vladi, je rast brezposelnosti, ki je bila v lanskem letu enormna in danes je Slovenija uradno pri številki 100.000 brezposelnih, kar je neka psihološka meja, ki zaskrbljuje še posebej ob trendu, ki je naraščajoč. V lanskem letu je Slovenija, zaradi tega, ker smo producirali papirje, ne pa ukrepov, doživela najvišji padec bruto domačega proizvoda v evroobmočju. Izničeno je bilo štiriletno dohitevanje oziroma zmanjševanje zaostanka razvitosti za povprečjem Evropske unije. Tako da smo na začetku leta 2010 nekje na stanju iz leta 2004, ponekod še nižje, smo pri brezposelnosti še nižje. No in v tem letu v lanskem letu smo tudi zaradi izostanka ukrepov državo zadolžili tako, da je neto dolg države za 50%, približno 50% višji, kot je bil konec leta 2008. Ta podatek še toliko bolj zaskrbljuje, ker se to zadolževanje ni porabilo za izhod iz krize ali pa za podlago neki izhodni strategiji, ampak zgolj za sprotno porabo. Gospodarstvo je edino zmožno popeljati, edino zmožno dati realno podlago za to tako imenovano izhodno strategijo. Namesto papirjev potrebuje takojšnje in delujoče ukrepe za izboljšanje likvidnosti, za razbremenitev cene trga dela, ukrepe za investicijski impuls in to takoj, ker bo drugače problem za številna podjetja sploh obstati na tujih, pa tudi delno na domačih trgih.